Ali že poznate Niko in njene čudežne zverinice? Na Ljubljanski cesti na Bledu so dom našle eksotične živali, za katere skrbi Nika Leben skupaj s sodelavci in prostovoljci. Gre za veliko različnih vrst eksotičnih živali, ki so bili včasih hišni ljubljenčki, pa so zaradi različnih okoliščin prišli k meni in z našim delovanjem pa želimo predvsem izobraževati in poučevati, odpravljati strahove v zvezi s temi zanimivimi in nekoliko bolj nenavadnimi živalmi, kot so te eksotične vrste. V magičnem svetu čudežnih zverinic najdemo številne zanimive eksotične živali. Poleg plazilcev, kot so kače, kuščarji in želve, lahko spoznate tudi različne dvoživke, žabe, pupke in pa krastače. Potem so tukaj še različne žuželke, kar nekaj vrst paličnjakov imamo, ptičje pajke in pa seveda tudi nekoliko te puhaste živali, kot so različne vrste glodavcev, leteče veverice ali pa ta naša mačka Vilma, ki je tudi zraven. Najbolj zvesti Nikini pomočniki so otroci in mladostniki. Mladi prostovoljci, ki pomagajo, o živalih veliko vedo, z njimi pa so se naučili tudi pravilno ravnati. To je rdečerepi vdav. Je stara 3 leta, je punca, pa ime je Petra. To piton Robin, to piton Sky, a to bradata Agama. Moje najljubše živali je to piton in mamica ne dovoli doma trimati. In jaz pridem v živali pomagati in držati pitonov na roke. Margarita se je nad kačami navdušila že doma, v Odesi, takoj ko je videla prvo. Hočem kačo. Zdaj si najbolj želi, da bi doma lahko imela kraljevega pitona. Moje najljubše živali je to kača in Pajke. Julija za kačo skrbi tudi doma. Za kačo ni težko skrbeti, v bistvu je v terariju, vsak dan jo dam ven, stara je tudi 1 let, je še kar majhna, je ameriški goš, pa je miši, te so še zelo majhne, v terariju mora imeti malo več kot pa 20 stopinj. Ko je miš, jo mora pa še 2 dni prebavljati. Včasih se zdi, da je skrb za eksotične živali enostavna, pa ni tako. Živali potrebujejo ustrezen prostor, hrano, vodo in primerno oskrbo. Nika je znana po tem, da sprejme tudi živali, za katere njihovi lastniki ne morejo več skrbeti, in poišče ustrezno veterinarsko pomoč. To je zeleni legvan Leđi, ki je prišel k nam, ko je njegov lastnik ugotovil, da enostavno poleg reje psov, za katere se je odločil v zadnjem času, ne utegne skrbeti več za svoje velike plazilce, zato je oddal Leđija k nam. Opazili pa smo, da on ne pleza kot sicer ostali legvani, da je preveč miren in da ima zelo slab vid. Praktično skoraj slep je. To smo opazili predvsem med hranjenjem, ko zelo težko poišče, z vonjem nekako poišče hrano in nato z usti poskusi pojesti. Na srečo ima kar dober apetit, ampak zelo radi bi obiskali z njim tudi oftalmologa, da poskusimo, če se da ta vid nekoliko izboljšati. Všeč mi je, zato ker zelo malo ugrizijo te, kateri so ta velike. Raje ga že dam noter, zato ker hiti, ne bi bil ven zdaj. Pa kdaj leopardi hodijo, hitijo. To pomeni, da reče, nehaj, jaz hočem gre nazaj, jaz sem tam spal, pač drugače.
te ljudje, kateri bojijo živali, jaz jim vsak čas rečem, da drugače živali so bolj strašeni od nas, kot mi smo strašeni, na primer, od kač, zato ker mi smo ta velike pa hude pa strašni za kače. Otroci so lahko odlični skrbniki živali, če jih znamo za delo z njimi navdušiti. Ker Nika ljubi svoje živali, zna to ljubezen do njih prenašati tudi na svoje mlade pomočnike. In z veseljem odpremo naša vrata taki pomoči. Otroci in mladostniki s tem veliko pridobijo, ker gre za neko pomoč, nekaj, kar v njih dejansko vzbuja močno empatijo do živali in tudi do ljudi. Mladi obiskovalci se hitro prelevijo tudi v skrbnike živali in vodnike po razstavi. Pa prvič sem prišel, ko sem prišel z mami pa s malimi pogledat sem. Pa sem pol videl te male, ki pomagajo tle. Sem rekel, če bi lahko tudi jaz to, ne? Pa sem pa čez 2 dni prišel, pa sem tle začel delati takoj. Živali tudi skozi govorijo in povejo, kdaj jim kaj ni všeč, kaj je treba narediti pri njih, vse povejo. Samo da tega mi ne razumemo. Mi to delamo po občutku, ne vem, žival nam pove, na primer kača ugrizne, takrat, ko ji ni všeč. Ampak nas ona že dolgo časa svari na to. Ampak mi tega ne razumemo in ne moramo uresničiti te njene želje. Z živalmi moramo biti nežni, da se ne počutijo ogroženih, pa zaradi tega, ker so enakopravne nam ljudem, ker tudi nam ne bi bilo všeč, če ne bi en skozi mečkal po rokah. Očitno Zlatka noče biti več v mojih rokah. Nika zna poljudno poučevati o pravilnem ravnanju z eksotičnimi živalmi, na primer s pajki. Ko šta v roke, pa da bi step na roki. Pokar eno zraven druge. Sam to je pa tako, kot da nič ne pil. Ful lahko. Nad učiteljico Niko so naši mladi sogovorniki navdušeni. Dobro vse zna povedati, razložiti vse perfektno. Rad pridem zaradi tega, ker imam rad te živali, pa je Nika vesela, če pridem pomagati, ker ima pa manj dela in je hitreje vse narejeno. Vodim obiskovalce, hranim živali, menjam vodo, imam rad živali v rokah. Najboljš mi je, ko imam kačo okoli vratu, ko me vedno pohladi, ker je tu noter precej vroče. Lovro ima rad kameleone, poleg tega je velik ljubitelj kač. Zna svetovati, kako premagati strah pred njimi. Najprej bi ga vprašal, če si sploh želi videti kačo in da bi jo najprej, če si upa, samo pobožal. In potem, če bi jo pobožal, bi šli mogoče kdaj drugič po postopkih, da bi jo sam prijel v roke, pa tudi dal za vrat in da bi tako premagal strah. Nika in njeni pomočniki veliko postorijo sami, na pomoč pa jim priskočijo tudi donatorji, ambasadorji živali. Tako bodo na prav poseben način Niki pomagali tudi v slikarskem društvu Atelje Bled. Odločili smo se, da poskusimo na svoj način pomagati s tem, da bi se v bistvu naši člani tukaj zbrali, narisali te živali na manjše formate, ki bi jih potem podarili Niki. Te čudovite zverinice se nam zdijo enkratni modeli, saj so zelo potrpežljivi, mirni in ne begajo okrog, tako da se veselimo, da jih bomo lahko portretirali. Zbirka eksotičnih živali, čudežne zverinice, ima v kraju prav posebno mesto. Jaz mislim, da je ta zbirka enkratna, zato ker lahko vsi ljudje, posebno pa otroci, pridejo pogledati živali, ki drugače niso tako običajne, da bi jih gledali vsak dan ali na vrtu ali kjerkoli. Ni treba iti v Ljubljano, v živalski vrt, v bistvu imamo na Bledu, da tako rečem, vse doma. Zakaj tako radi prihajajo k čudežnim zverinicam? Čisto iskreno mi je tukaj všeč in zaradi ljudi in zaradi živali. Ne moram reči, da zaradi tega, ker imamo iste interese, ampak tukaj so ljudje res
ful prijazni, ful domači, dobrosrčni, vse. Pa ja, ene 50% tega tudi predstavlja podoben interes do živali. Rad imam živali, pa rad jih hranim. Pa preden sem prišel sem, veliko živali nisem poznal, pa zdaj, ko hodam sem, vse poznam. Tudi ful mi je zabaven delati z živalmi, tudi doma imam ful živali, pa ne vem, ful mi je všeč. Hkrati se zaveda, da skrb za zbirko eksotičnih živali ni enostavna. Če imaš jih veliko tako kle, rabiš pa verjetno tudi več ljudi, kakor delajo kle, tudi pomoč. In če imaš velike kače, verjetno tudi, če hočeš sam ven dati, rabiš kakšnega, da ti bo zraven, da če se kaj zgodi, za vsak slučaj. Čudežne zverinice na Bledu so kombinacija razstave, zatočišča in naravoslovnega muzeja. Da bi lažje preživeli zimo, organizirajo dobrodelni dogodek in nanj vabijo vse ljubitelje živali. Res sem navdušena, da so se odzvali tako umetniki, kot lahko napovem Andreja Vilčnika, kantavtor s takim žamotnim glasom, da se meni kar solze stečejo po listu. Potem Nina Bauman, pevka več skupin, med drugim tudi Panda s čudovitim glasom. Prijatelji iz mojega rodne vasi, iz Stražišča, ki so ustanovili Oktet na smeh, ki je tudi polepšal trenutke junakom tretjega nadstropja, so se odzvali in bodo popestrili. Konec koncev pa tudi stand-up komik Rok Škarlep, se tako veselim, da ga bom imela priložnost poslušati, da se bomo o živalih pogovarjali. Marsikatera zabavna zgodba je nastala v teh letih, odkar se družim z živalmi, in sem vesela, da bom to delila lahko tudi s širšo javnostjo. Obenem pa želim, da bi bili tudi dobrodelni, kajti ravno to, da s tem pozitivnim delom, da se naša zgodba nadaljuje, je zdaj, so kar kritični časi, ali nam bo uspelo ali ne. Ker verjamemo, da Niki in njeni pisani živalski druščini lahko uspe tudi z vašo pomočjo, vas vabimo na dobrodelni dogodek Živalske zgodbe, ki bo v petek, 21. oktobra ob 17. uri v infocentru Triglavska roža.